Stanovanja s starim originalnim pohištvom in s freskami doslej v naši oddaji še nismo pokazali. V tujini imajo takšna stanovanja uspešni poslovneži, ambasadorji, zvezdniki in umetniki. Ta stil opremljanja pa se postopoma uveljavlja tudi pri nas. Na prestižni lokaciji v centru Ljubljane, na Židovski stezi, je vzorno obnovljeno stanovanje. Opremljeno je z originalnim antičnim pohištvom in dragimi umetninami. Lastnik pa ni le obnovil stanovanja, temveč je bil tudi pobudnik in soinvestitor ozelenitve in ureditve kar celotne ulice. Gospod Maks, občudovanja vredna obnova. Kako dolgo je trajala in kaj vse ste morali postoriti pri obnovi stanovanja? Ja, to je trajalo pa kar 4 leta. In sicer, ko sem prvič prišel iz Anglije v Slovenijo, sem opazil, da povsod je vse moderno. Povsod so bile škatle za čevlje narobe obrnjene, če oprostite izrazu. Stavbe kocke, pohištvo kocke, pravokotniki, kvadrati. Tako da res sem pogrešal to, kar sem jaz doživljal v Parizu, v Londonu, v Amsterdamu. Ta stavba je bila zgrajena leta 1895 in ko sem to stavbo videl od odzunaj, sem rekel, wow, to je to. In sem imel srečo, da jo je nekdo prodajal. Ampak, kakor vse starejše stavbe, to je bila katastrofa od stavbe zunaj, od stavbe notri in ogromno denarja smo nažalost morali porabiti, da smo obdelali popolnoma vse. Na srečo imam izredno prijazne in pametne sosede in na sestanku skupaj smo se dogovorili, da bomo celo stavbo restavrirali. Istočasno smo obnovili celo streho, potem portal od spodaj, vrata, stopnišče, potem ograjo na stopnišču, popolnoma vse, tako da celotna stavba je bila obnovljena. Kaj me je pa najbolj motilo, je bilo pa to, da cela Židovska steza je bila groteskna, pobarvana z grafiti in, oprostite, jaz jih ne bi smel imenovati grafite, ker to je bilo uničevanje fasad. Šel sem in obiskal našega župana in gospoda Janeza Koželja in gospod Koželj mi je celo obljubil, da bo ulica dobila ljubljanske svetilke. To so svetilke iz leta 1800, kaj jaz vem, ki so res pika na i naše stare Ljubljane. Grafitov ni bilo več tudi zaradi tega, ker smo mi ozelenili celotno ulico, ker noben umetnik se ne more kosati z čudovito lepoto narave. Te lepe rože, ta dreveščka in to. In danes, vsak dan, ko pridem jaz v Židovsko stezo, vsi jo fotografirajo, vsi tujci, ko pridejo, se hočejo fotografirati pred to lepoto tega zelenja. Gospod Maks, od kod želja po antični opremi in vseh teh umetninah? Ja, jaz sem v Angliji živel 46 let. In seveda, moje stanovanje v Angliji, moja vila v Angliji je od nog do glave spet imela vse antično pohištvo. In kar se Janezek nauči, to Janezek zna. In zaradi tega prvo stvar, ko sem si tukaj uredil svoj dom, sem ga opremil z antičnim pohištvom. V Angliji vsi, celo mladi fantje, mladi fuzbalerji, mladi tenisači in tako naprej, ko so dosegli vrh njihove kariere, seveda tudi veliko denarja, prvo, ko so naredili, da so si dom opremili z antičnim pohištvom. To je nekaj neverjetnega, ker jaz sem mislil, da je antično pohištvo samo za starčke. Zdaj me pa še to zanima. Vi, kot študirani medicinc, od kod vam to znanje, vedenje o vsem tem pohištvu, o umetninah? Jaz sem imel eno veliko srečo, da sem gene od moje mame podedoval.
Moja mama je bila zelo talentirana umetnica in je slikala z oljem. In v eni sobi tam vse slike so njene. Tako da boste videli točno, odkot te geni prihajajo. V Londonu sem bil modni kreator in potem sem se bavil tudi z interior, kakor vidite to. To je bil moj forte in zaradi tega seveda to sem tudi izrabil. In potem sem celo odprl svojo garažo antičnih avtomobilov, ki je bila tudi zelo uspešna in tako naprej in tako naprej. Kar težko si predstavljam, kako ste prišli do vseh teh kosov pohištva, tako sklejenih, verjetno ne gre tako, da vzameš nek katalog, prelistaš in zbereš. Nažalost je v Sloveniji zelo malo antičnega pohištva. Vam bom povedal, zakaj. V drugi svetovni vojni je bilo zelo, zelo težko dobiti kurjavo. In ljudje, da ne bi zmrzvali, so razsekali svoje pohištvo, zato da so se lahko greli. In nažalost, danes v antičnih trgovinah, oprostite, jaz jih bom imenoval samo ostanki. Je en stav tak, en iz tega stoletja, en iz drugega stoletja. Ni harmonije in ni kompletov. Zaradi tega tudi ljudje, Slovenci, ki pridejo v to stanovanje, ne znajo tega ceniti, ker oni vidijo recimo en takle stol bojo oni videli v antični trgovini za 300-400 evrov. In pol rečejo, ja, vse tole bom pomnožil čez 10 in to je 3000 evrov. Narobe. To je ogromna razlika, ker najbolj je drag komplet. In kakor vidite, v vsaki sobi tukaj je komplet. Zato je taka velika vrednost te antične sobe. Ženske imajo gotove predsodke in rečejo, jaz pa ne bom spala v tej postelji, ki je nekdo umrl. Tako da... Ja, razumem. Tako da smo se odločili, da spalnica bo ravno tako v antičnem stilu, ampak bo reprodukcija. Moja celotna kuhinja je narejena iz masive, zato je tudi izredno draga in seveda je tudi usklajena stilno z ostalimi sobami. To pomeni, da moja želja, ki se mi je tudi uresničila, je bila ta, da celotna stavba od odzunaj, od oznotri in v vse detajle naredi občutek, da je to iz leta 1895. Manjka samo še ena moja spremljevalka v Karolini in je picture perfect iz tega stoletja.